Gledalke in gledalci, lepo in prijazno pozdravljeni ob spremljanju današnje oddaje Na obisku. Tokrat smo pri Bojani Špegel, sekretarki Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje. Delovni osebi, srčni, prijazni, iskreni. V Vili Rožle. Bojana, lepo pozdravljeni in hvala lepa, ker nas gostite. Najlepša hvala za povabilo in seveda dobrodošli v naši Vili Rožle, kjer smo postavili tale studio v naši galeriji, ki je res poseben prostor, tudi v tej vili. Kajti to je edina otroška galerija, kiparska galerija v Sloveniji. Vsa dela, ki naj jo obdajajo, so naredili osnovnošolci na preteklih 51 malih napotnikovih kiparskih kolonijah. Tukaj v vili razstavljamo po 3 najboljša dela iz vsakega leta in mislim, da ta les in tudi po prenovi, 10 let letos mineva, kar je bila Vila Rožle v Sončnem parku prenovljena, dajejo eno toplino. Les je vendarle topel, ko pa veš, da je tu zadaj skrita še ustvarjalnost otrok, pa se mi zdi, da vsi v tem prostoru začutijo eno domačnost. To je pravzaprav vaš drugi dom. Zelo blizu sem doma, to moram priznati. Ja, veliko sem v vili, ker se naši programi odvijajo ne le dopoldne, ampak tudi popoldne zvečer. Velikokrat tudi čez vikend, ampak ne tako zelo pogosto. In moram reči, da se v teh prostorih dobro počutim, kar zagotovo pomaga. Blizu ste doma, torej pridete peš v službo? Velikokrat ne. Tisti, ki se vozijo mimo, točno vedo, kdaj sem tukaj, že 16 let imam isti zelen mali avto, ampak to pa samo zato, ker moram velikokrat v mesto ali na občino ali na kakšne sestanke, sploh kadar delamo skupne kulturne dogodke ali na banko, kar nekaj opravkov je, vendarle še kot sekretarka imam kar nekaj dela tudi s knjigovodskimi, računovodskimi zadevami. Takrat pa bi bil center kar malce predaleč, čeprav se je luštno sprehoditi, ampak časa bi šlo preveč. Kadar vem, da ne bom šla nikamor, pa pridem peš. Bojana Špegel, vem, da je najtežje govoriti o sebi, ampak tekom današnje oddaje Gledalke in gledalci bomo spoznali Bojano. Od otroštva pravzaprav vaše mladosti in tudi kariere. Domačinka, Velenjčanka? Ja, jaz pa res lahko rečem, da izhajam iz čisto domorodne družine. Moji predniki so imeli eno večjih kmetij v Stari vasi, ki je bila, tudi ko sem se jaz rodila, še vas, in mama izhaja iz Kavč. Tako da sta oče in mama dejansko čista domačina kar nekaj rodov nazaj. Mama in oče sta se spoznala, ko se je mama učila za šiviljo pri sosedih. Jaz sem se pisala Ostrovršnik, tudi zelo znani krojači so se pisali Ostrovršnik, torej pri stricu in teti mojega očeta se je mama učila za šiviljo, takrat sta se spoznala, zaljubila in tudi kar kmalu poročila. Živeli smo potem na tej kmetiji. Domačini se bodo dobro spomnili, kmetije že dolgo ni več. Živeli smo na napačni strani Koroške ceste, na Gorjanovem klancu. Naša in Gorjanova kmetija sta bila tukaj nasproti avtocentra Meh. Zelo blizu železniške postaje in moram reči, da je to okolje bilo krasno za odraščanje, za preživljanje otroštva. V bližini so takrat že bili tudi bloki. Sploh šumi smo mi rekli po lokalu in rumeni blok zraven. Otroci iz teh blokov so se pogosto igrali pri nas doma na kmetiji v našem sadovnjaku. To je bilo res odraščanje, ki je bilo povezano z živalmi, ker smo mi imeli takrat, ko sem jaz odraščala, kar zelo veliko živali. Veliko smo tudi še imeli travnikov in njiv in to na področju, kjer je danes Gorenje. In sem tudi kot otrok morala kar veliko delati na travnikih in njivah. Pridelali smo tudi do 3 tone krompirja letno in jaz sem se prav bala jeseni, ko smo pobirali ta krompir, ker je to takrat potekalo še vse ročno. Danes seveda na to gledam drugače, kot sem takrat, ko sem bila otrok. Moje otroštvo je bilo res tako sproščeno, lepo. Lepo je bilo z živalmi tudi odraščati. In mislim, da smo bili taka zelo povezana družina. Vedno smo skupaj jedli kosilo, tudi večerjo, veliko smo se pogovarjali.
Verjetno tudi zato, ker je v službo takrat hodil le oče, mama pa je bila doma. Kakšne imate spomine na vašo družino? Moram reči, da zelo, zelo lepe, ravno zato, ker smo odraščali z bratom, ki je bil 2 leti mlajši od mene, sva odraščala res v eni toplini, povezanosti, tudi sorodstvo je pogosto prihajalo k nam. Pri nas je bila kar ena taka kmetija, ki so se družili tudi vaščani pogosto, ker je bil moj oče izjemno družaben človek. Med drugim, ko so bili še veliki pustni karnevali, so vsaj 3 vozovi za pustni karneval velenjski nastali pri nas doma, kar se je ponavadi začelo že takoj po novem letu, pa potem odvisno, kdaj je bil pust, ali februarja ali marca. Kajti naš sosed je bil Miha Valenci, ki je bil znan šaljivec in je povezal vaščane tudi pri teh stvareh. Oče je tudi vedno sodeloval na teh vozovih, mama ni bila najbolj za te hece, ampak je podpirala. To je bilo kot otrok, moram reči, zanimivo opazovati in nekako smo živeli s tem. Vem, da mi je zelo veliko pomenilo tudi to, da smo imeli v hlevu konja, ki je bil delovni konj, pravzaprav kobilo Šargo. To Šargo sem imela izjemno rada in tudi vse naše krave, prašiče, kure so imele svoje imena. Poznali smo jih po imenih, tako zelo osebno je to odraščalo, ampak nekako mi je ta cikel potem tudi kar prišel v kri, ko je pač prišel čas, da smo se od njih poslovili in šli po nove. Sem bila žalostna, ampak sem to znala sprejeti. To odraščanje z naravo, v naravi je meni zagotovo pustilo tudi delovne navade. Pri nas smo vedno vstajali zelo zgodaj. Oče je pravzaprav zjutraj vedno zaklical sonce v Gruški, po velenjsko, sonce je bilo v Gruški. Ja. In jaz celo življenje ostajam okoli 5. To mi je ostalo, tudi pozneje, tudi med študijem. Vedno sem imela največje delovne sposobnosti zgodaj zjutraj, zvečer pa potem ne najbolj, ker potem je pa dan že dolg, ne? In moram reči, da je bilo takrat lepo odraščati tudi zato, ker smo mi bili čisto blizu sončnega parka, ki je v tistih letih že dobival to podobo. Zraven je, takrat je bil, ko sem jaz odraščala, zelo, zelo aktiven kotalkarski klub. Ker je bilo to blizu, sem se jaz pridružila in sem kar dolga leta trenirala kotalkanje. Nisem bila najboljša v umetnostnem delu, sem bila pa kar hitra na hitrostnem. Runde smo rekli tem krogom okoli, ki jih zdaj ne poznamo več iz tega. In smo takrat po celi Jugoslaviji tekmovali, ker veliko zanimivih sovrstnic sem takrat spoznala. In to mi je tudi dalo še ene nove delovne navade in dan sem si mogla zelo, zelo skrbno razporejati. Ko ste omenili vse te vaše živali, od tu pravzaprav tudi velika ljubezen do živali še dan danes? Zagotovo, mislim, da je to prirojeno. Mi smo imeli včasih tudi po 15 muc, po 2-3 pse. Brez živali jaz res ne vem, če bi lahko živela. Izjemno, izjemno pomembne so, po mojem mnenju, tudi v odraščanju otrok. Mislim, da tisti, ki imajo živali, vedo, koliko se tudi otrok odgovornosti nauči preko tega. Meni pa je bila dejansko ta ljubezen položena v zibelko. Bojana, zdaj ste nanizali zelo lepe spomine na vaše starše, na vaš dom, ampak ni bilo pa vedno tako lepo. Ja, jaz sem vendarle na svetu že 60 let. In marsikaj moram reči, da se zdaj celo bolj spomnim, to je res, da se z leti bolj spomniš stvari iz otroštva, kot sem se jih vmes, ker sem imela pač druge preokupacije. Ena velika bolečina je vendarle bila pri naši družini, kajti mesto Velenje, ko se je širilo, ko se je hitro gradilo, ko je nastajalo novo mestno središče, ni bilo vedno zelo prijazno do domačinov. In mi smo bili, kot sem že omenila, na narobe strani Koroške ceste in mojega očeta in sosede Gorjane so pač želeli že kar kmalu, ko se je mesto začelo širiti, prisiliti, da podpišejo odkup kmetij in da se preselimo drugam, ker je takrat bilo tukaj načrtovano novo mestno središče. Kasneje so se potem premislili in so ga zgradili ob reki Paki, torej tam, kjer je mestno središče danes.
Ampak ker se moja stara mama, ki je na tej kmetiji odrasla, in tudi moj oče s tem nista mogla sprijazniti, pa tudi pri Gorjanovih niso bili za to, so se začeli požigi. Pri nas je 2-krat pogorel Marof, gospodarsko poslopje, oba požara sta bila potaknjena in eno leto je gorelo pri nas, drugo leto pa potem pri Gorjanih. Pri nas je bila hiša zelo blizu, zato je bilo to zelo nevarno, seveda takrat oče nič ni imel zavarovanega. Živali smo nekako rešili, hlev je jim prvič in drugič pogorel čisto, tako da smo ga potem postavljali na novo s pomočjo sorodnikov, sosedov. Veliko odrekanja je tukaj bilo in potem po drugem požaru je oče vendarle popustil, tudi Gorjani, in smo podpisali, da se preselimo drugam. In potem pozneje smo pravzaprav tudi sama, ni mi dalo mira, smo ugotavljali, da je kar ni gorelo samo pri nas, da je kar marsikje v Šaleški dolini gorelo. Vem, da je očetu to bila zelo huda bolečina, oče je potem zelo mlad zbolel. Tudi zelo mlad umrl. Mislim, da je to bila tudi posledica tega, kar se je takrat dogajalo pri nas. Tista stiska in žalost. Ja, veste, dom, kmetija, ki je bila toliko stara, to ni bilo lahko. Jaz zdaj razumem recimo vse poplavljence, ki morajo zapustiti dom in si ustvariti dom drugje, vse, ki se jim je to zgodilo zaradi višje sile. Pri nas je bila pač ta višja sila širitev mesta, modernega mesta, ki se je res naglo širilo. Jaz po eni strani to razumem, po drugi strani pa vem, koliko je trpljenja to prineslo naši družini, pa tudi še drugim družinam v Šaleški dolini, torej tistim čistim domačinom. Ampak vendarle sem jaz to mesto vedno imela rada, to dolino vedno rada. Bila sem še toliko otrok, da čisto vsega nisem razumela. Je pa zanimivo, da te požare sanjam še danes. Bila sem stara, mislim, da 5 let in potem 7, ko je bil drugi požar, 5 let, ko je bil prvi, pa se jih spomnim še danes. In se ognja tudi še vedno bojim. Kam ste se potem selili? Mi smo takrat v bistvu na naši zemlji zgradili hišo, naredili so potem zazidalni načrt za 10 družin. Večinoma so prihajale iz področji, kjer se je pogrezalo zaradi rudarjenja, kar nekaj Šoštanja, nekaj pa zaradi širitve mesta in mi smo temu predelu vedno rekli na Poseki, ker je to del, ki je danes čisto blizu centra, pa vendarle na deželi ob gozdu, krasna lokacija, krasno naselje, ampak vseeno, tudi nova hiša ni odtehtala, to potem ni bila več kmetija, imeli smo še neke zemlje, imeli smo še tako na pol skrito še nekaj živali. Nismo mogli tam hleva zgraditi, ker ni bilo tako naselje, ampak oče ni mogel nehati s tem. Smo še potem tudi po preselitvi v novo hišo imeli in kokoši in eno kravo in 2 prašiča in take stvari, dokler je šlo, dokler ni preveč zbolel. Meni je bilo seveda super, ker sem dobila novo sobo, brat je dobil svojo sobo, prej sva bila skupaj, velikokrat na krušni peči, največkrat smo spali v stari kmečki hiši na krušni peči in dobili smo še enega brata, ki je bil od Tonija 10 let mlajši, od mene dobrih 12 in pol. In to je prineslo eno novo življenje. Rok je zagotovo bil tak cukrček naš in je to prineslo tudi en tak nov zagon družini. Kakšno je bilo razumevanje z vašim bratom in enim in drugim? Jaz sem bila vedno mal drugačen otrok. Moj brat Toni in jaz sva se kot otroka zelo razumela, potem pa sva imela kar različne poglede na življenje. Jaz sem imela namreč srečo, da je mama moja bila odlična krojačica šivilja in da sem jaz uživala tudi v malo drugačnem oblačenju in mi je mama vse to naredila. Karkoli sem si izmislila, mi je sešila, tudi v tistih revijah nemških, ki so takrat obstajale, kar sem našla, mi je naredila. Mojemu bratu pa to ni bilo všeč. In je zelo trpel, ker sva hodila na isto šolo. To so bili eni taki začetki pubertete, ampak to se je potem vse z leti zgladilo. Seveda smo se imeli radi, Rok je bil sploh zelo veliko z mano, tudi v najstniških letih, ker je bilo veliko dela še vedno doma in sta starša, ati po službi, mama pa kar cele dneve tudi veliko še delala.
Tako da jaz moram reči, da smo bili še vedno tudi po preselitvi v novo hišo ena zelo povezana družina, ena zelo topla družina, ki si je vedno vzela čas eden za drugega. In velikokrat moji starši niso imeli časa, da bi sploh šli pogledat, kaj sem jaz delala. Mene recimo na kotalkah nikoli niso videli, pa sem velikokrat tekmovala. Velikokrat sem vodila prireditve, že v osnovni šoli, pripravljala literarne večere. Pa so želeli, ampak dejansko ni bilo časa. To je bil en čist drug način življenja in jaz jim tudi nisem zamerila, moram reči, da ne. Ste si pa želeli, a ne? Ja, pol pozneje sem o tem kar precej razmišljala. Ja, verjetno si vsak otrok želi, ampak po drugi strani sem vedela, kaj se doma dogaja in kaj vse je za narediti. In sem se s tem sprijaznila. Bojana, vi znate zelo dobro pokazati tudi svoje čustva, na nek način pa jih tudi skriti. Žal je tragedija tudi posegla v vašo družino. Ja, jaz, ko sem bila stara malo več kot 30 let, takrat si je moja edinka bila k sreči že kar pubertetnica, ker sem rodila že v študentskih letih, malo sem postala mama, smo bili študentska družina. Je oče tako zbolel, da je pristal na dializi, ki jo ni dolgo zdržal, v enem letu mu je popustilo srce in je umrl. Leto zatem se je brat smrtno ponesrečil v prometni nesreči in po teh dveh tragedijah je mama zbolela za rakom. In se je 3 leta borila. Zelo borila je bila, je redka oblika raka, tudi niso še znali najbolj zdraviti, tudi ena eksperimentalna biološka zdravila smo takrat uvajali, tudi nekaj sami takrat plačali za njih. In se je zdravje, moram reči, takrat kar dobro popravilo, ampak je umrla. Tako da sem v 5 letih pokopala več kot pol družine in to ni bilo lahko obdobje. Jaz mislim, da kljub temu, da je več kot 20 let, 25 let od atjeve smrti, 24 od Tonijove in 21 od mamine, tega nikoli ne preboliš in ne predelaš. Tudi če pravijo, da čas celi rane, temu ni tako. To lahko recimo razumemo samo tisti, ki smo izgubili ljubljeno osebo. Kje ste pravzaprav, Bojana, našli potem tisto notranjo moč? Jaz moram reči, da mi je bil vedno v oporo moj mož. S Tanetom sva se spoznala zelo mlada in sva skupaj od 16. leta. Sva na prvi pogled zelo različna, ampak zelo podobna. Imava iste interese, vedno sva se nekako dopolnjevala tudi v tem, kar sva počela, rada sva stvari počela skupaj. Vedno sva si dajala svobodo pri tistem, kar je drug delal, seveda na svojem področju. Moj mož je glasbenik celo življenje, ko sem ga spoznala, je bil pri šankrokih in prva leta sem preživela na vajah v zakloniščih in seveda spremljala to. Potem je bil eden prvih pionirjev elektronske glasbe, s katero se ukvarja še danes in seveda to zelo razvijal. No in kot sem rekla, že kot študenta sva potem postala starša, najini edinki. V 2. letniku fakultete sva postala starša, ostala skupaj, še danes sva skupaj, poročila sva se, ko je bila Pina stara 3 leta. Jaz sem takrat vzela tudi očetov priimek, prej sem se pisala Ostrovršnik, pri Lemplu se je reklo pri nas doma v Stari vasi, to dobro poznajo domačini. Še zdaj mi rečejo moji sorodniki Lemplovo dekle in mnogi se tega še spomnijo, tudi domačije in vsega. Tako da takrat mi je dejansko bila uteha v moji družini. Moja Pina je bila takrat najstnica, ko se je to dogajalo, je marsikaj ni razumela in mi je verjetno tudi zamerila, ker nisem imela takrat toliko časa za njo, kot bi ga morala imeti. In pa moje delo. Jaz moram reči, da sem vedno takoj po vsaki tragediji šla delati, ker je meni bilo delo takrat tudi terapija. Ampak verjetno ravno zaradi tega pa nikoli nisem čist predelala tega.
Razumemo. Če se zdaj vrneva v vaše otroštvo, pa tudi osnovnošolske klopi, najprej ste obiskovali osnovno šolo Antona Aškerca. Malo šolo sem ponavljala. In to zato, ker osnovna šola Antona Aškerca ni bila prav čas zgrajena. Jaz bi sicer bila od moževa sošolka na Antonu Aškercu, torej s Tanetom bi se takrat spoznala že v 1. razredu. Ker pa septembra niso mogli šole še odpreti, so nas vse, ki smo bili rojeni v letu 65, jaz sem februarja rojena, potem dali še enkrat v malo šolo. Njih pa so razselili po šolah, ki so že bile in so jih potem po novem letu dali na Aškerca, tako da sem druga generacija na osnovni šoli Antona Aškerca, kjer sem potem končala 5. razred. Takrat pa smo se potem preselili v novo hišo in sva se oba z bratom Tonijem prestavila na osnovno šolo Miha Pintarja Toleda. Obe šoli ostajata moji. Obe imam rada še danes, tudi sta mi blizu sta okolišu, kjer sem odraščala, ker tudi ne nazadnje hiše nismo zgradili daleč stran od tam, kjer smo imeli kmetijo. In potem sem nekako tudi kar logično obiskovala gimnazijo, ki takrat še ni bila velika, po 2 razreda v vsakem letniku. Velenjska gimnazija je danes bistveno večja. V šoli mi je šlo dobro, zato sem tudi šla na gimnazijo, pa malce tudi zato, ker nisem, ko sem končala osnovno šolo, še točno vedela, kaj bi pa jaz v življenju počela. In se mi je zdelo, da pridobivam 4 leta, da se odločim, pa ni mi bilo nikoli žal. Gimnazijska leta so bila zame ena lepših let, kot verjetno za večino srednješolska leta. Še danes se rada spomnim, uživam v srečanjih s sošolci, ki večinoma ne živijo v Šaleški dolini. Kar veliko naših sošolcev je ostalo ali v Ljubljani, ali v Mariboru, ali so v tujini, ali so se poročili v druge konce Slovenije. Malo nas je sošolcev, ki živimo tukaj. Smo pa veseli, ker se vračajo zaradi svojih staršev ali sorodnikov in da se dobivamo. Gimnazijska leta so bila tudi čas rasti mesta, v kateri smo, mislim, da vsi zelo uživali. Veliko se je takrat tudi že dogajalo in mesto je nudilo zelo veliko tudi mladostnikom. Bili ste pa ves čas zelo dejavni na kulturnem področju, peli ste v pevskem zboru, vodili šolske prireditve. Res je, to so me kar hitro določili, že mislim, da kar že v nižjih razredih, no, če je bilo treba kaj nastopati, sem nastopala, potem pozneje vodila šolske prireditve. V pevskem zboru sem vedno rada pela, ker sem vedno rada pela. Med drugim sem obiskovala tudi glasbeno šolo, kjer sem igrala flavto. Glasba mi je bila blizu, kultura mi je bila vedno blizu. Moja mama je bila izjemna bralka. Ogromno je brala in ljubezen do knjig, tudi do naših in avtorjev in do klasikov mi je privzgojila prav mama. Moram reči, da tudi verjetno je zelo močno vplivala na moje pisanje, ker ona je, že ko sem bila majhna, vztrajala, da sem pisala kratke obnove, mi jih pregledala in tudi imela kakšno pripombo. Tu sem res imela eno tako dobro usmeritev z njene strani. In potem, ko sem prišla v gimnazijo, se nas je več takih našlo, smo imeli tudi gledališko igro, smo pripravili, pa delali smo v takratni galeriji razne literarne večere, kar nekaj sošolcev je potem tudi v teh vodah našlo poklic. Mene je dejansko ves čas malce vleklo v novinarstvo, ampak nisem šla študirati novinarstva. Ker so mi doma pač rekli, da bi bilo dobro, da dobim štipendijo. Bili smo 3, samo oče je bil v službi, denarja ni bilo veliko, ker je bil zaposlen na ESO-tu, kjer niso bile tako visoke plače. In potem sem res dobila štipendijo in sem šla študirati sociologijo, kadrovski menedžment na takratni FSPN, torej v Ljubljano. Stane je bil vmes v vojski, ko sem jaz bila v 4. letniku, no, in sva potem šla skupaj študirati, on pa elektro, tako da sva šla oba v Ljubljano. Ste bili pa kar dolgo časa absolventka? Zelo dolgo. Še danes nisem ponosna na to. Dejansko sem potem po porodu do absolventa vse opravila redno. Ostal mi je en izpit profesorja iz Beograda, takrat je pa potem že Jugoslavija kar precej začela razpadati in so bili zelo redki roki in tistega izpita takrat nisem opravila. Imela sem že kar veliko diplomske naloge napisane.
In potem sem začela delati. Najprej, ker sem sodelovala pri študentski oddaji v imenu Sove, so me na Našem času in Radiu Velenje vprašali, če bi prišla nadomeščati eno leto novinarko, ki je šla na porodniški dopust. Pa sem takrat, ker sem pač že imela otroka, rekla ja in sem tisto leto potem delala pri njih. Ko se je izteklo, sem pa kar po 2 mesecih pa dobila ponudbo, da me redno zaposlijo. In sem se zaposlila, študija potem kar nekaj let ob majhnem otroku, ob mojem delu nisem končala in ves čas me je to morilo. Tudi moram reči, da staršem ni bilo vseeno, da nisem končala, ker mi je vedno šola šla dobro. Ampak kar nekako so minevali, ta leta minevala. No in zanimivo, ko je moja Pina študirala, in ko je končala študij kulturologije in antropologije, je rekla, mama, zdaj pa nimaš več izgovorov, zdaj je pa čas, da se usedeš in končaš. Minilo je toliko let, 24, da sem se morala ponovno vpisati v 4. letnik, ker je bil način študija popolnoma drugačen, zdaj že na FDV-ju, ker se je vmes Fakulteta za družbene vede tudi preimenovala. In sem potem ob moji pestri službi, razgibani, ko sem bila res veliko na terenu, se vozila v Ljubljano, opravila ta letnik in v letu in pol potem 10 izpitov in diplomo, tako da sem diplomirala. Me je pa Pina za nekaj mesecev prehitela. Dejansko sva diplomirali v istem času, ona je bila še zadnja generacija pred bolonci, tako da je 7. stopnjo končala z diplomo, tako kot jaz. Ampak občutki potem so bili pa krasni. Ja, zdelo se mi je, da sem povrnala in staršem in bratu in mami in sebi in vsem, ja. Nisem vedela, bom kdaj unovčila to diplomo ali ne, ampak občutek je pa, ko eno delo končaš, vedno krasen. Ja. Bojana, 28 let dela v medijih. Lepi spomini. Ja, ko sem jaz prišla delati k 2 lokalnima medijema v Dolini, ki jo imam neskončno rada, v mestu, ki ga imam rada, kjer sem poznala veliko ljudi, še več pa sem jih spoznala preko mojega dela, so bili, kar se novinarskega dela tiče, popolnoma drugi časi. Bilo nas je veliko več kot danes v medijih, lahko smo se posvetili tudi temam, za katere smo potrebovali več dni časa, nič ni bilo tako na instant. Jaz sem imela zelo rada malo bolj zahtevne žanre, reportaže, malo bolj raziskovalne članke. V čem ste radi pisali? Pravzaprav sem vedno rada pisala o ljudeh, portrete sem vedno rada delala, malo manj sem rada pokrivala dogodke, ampak sem jih tudi, zelo veliko sem bila na terenu. Kulturo sem imela vedno rada, vse ustvarjalne ljudi. Rada sem pisala uvodnike. To sem ponavadi napisala na mah, kar ne morem reči, da eni sodelavci so imeli s tem kar težave. Meni se je to, nekako mi je teklo to. In res te zahtevnejše zvrsti so potem z leti, ko nas je bilo vedno manj v medijih, ker je vedno bolj kapital postajal pomemben, ne več toliko novica, se mi zdi, da ni bilo več časa in tudi ni bilo potem več tako zelo prijetno delati v medijih, čeprav jaz sem novinarstvo živela. Tudi moja družina je to živela in mož in hči sta to sprejela, mene pogosto ni bilo doma. Pogosto tudi smo temu prilagajali tudi družinsko življenje. Velikokrat sem hčera vzela s sabo, pa ji nič ni škodilo. Tudi danes prizna, da je marsikaj videla, kar ne bi, če jaz ne bi imela takega dela. Jaz sem res v tem delu uživala, ampak so se pa mediji začeli krepko spreminjati. Danes vemo, kakšna je medijska krajina in pogoji in tudi kakšni so mediji. Res, da je vmes prišel internet in da se je veliko stvari selilo na splet. Jaz še vedno prisegam na to, da prelistam časopis, kaj tudi preberem na spletu, ampak to se mi zdi precej instant. In danes zelo pogrešam poglobljene novinarske članke, raziskovalno novinarstvo, poglobljene reportaže, tako radijske kot televizijske, ki jih dejansko dobim še na nacionalnih medijih, zato nacionalne medije še vedno zelo veliko spremljam. Še vedno sem kar, moram reči, da veliko sledim medijem, ne morem brez tega. Mikrofon vas je pravzaprav popolnoma osvojil, ne?
Rada sem delala na radiju, moram reči, tudi kar dolga leta sem vodila tudi kar veliko prireditev, pogovorov, potem se mi je pa enkrat zdelo, da je dost in sem se umaknila. A bilo to recimo težko narediti? Ne, ko sem se odločila, prav vodenje prireditev, še vedno ene prireditve, ki so mi blizu, sploh na Pikinem festivalu, še vedno vodim pogovore s Pikinimi ambasadorkami, v tem uživam. Jaz sem se vedno na te pogovore zelo dobro pripravljala, mi je vzelo veliko časa, odgovorno sem vedno pristopala k temu in potem se za ene stvari se mi je zdelo, da si moram vzeti čas za druge stvari, no? Da sem svoje tukaj naredila, tako da to ni bilo težko. Bilo pa je težko sestopiti iz novinarstva, ja. To je bilo leta 2018? Ja, 2018 sem dejansko kar pozno, že v 50 letih. Kaj so vam rekli novinarski kolegi? Zelo različni so bili komentarji, tudi novinarski kolegi iz Dela, iz republiških medijev, ki so takrat bili večinoma tik pred upokojitvijo, so mi rekli, da še par let nazaj ne bi razumeli, da zdaj me razumejo, ker niso bili dolgo zagovorniki tega. V tistih letih se je zelo pogosto dogajalo, da so novinarji odhajali v PR službe, ki so postale popularne tako po občinah kot v podjetjih. In pač tam so bili boljši pogoji za delo, verjetno tudi boljše plače. Več faktorjev je bilo. Jaz moram reči, da sem potem že zelo močno razmišljala, ker sem vedela, da se bo lastništvo mojih dveh medijev menjalo in sem videla, kaj se je dogajalo po drugih medijih, da si nisem želela iti v PR, ker čeprav mi je tudi to ležalo, meni so bili vedno izzivi malo več truda, malo več dela, malo več kreativnosti in zato sem se potem, ko se je dolgoletna sekretarka Medobčinske zveze prijateljev Mladine Velenje Tinca Kovač odločila za upokojitev, prijavila na razpis za sekretarko zveze, kjer sem bila pa že dolga leta prostovoljka. Poleg tega sem jo pa dolga leta spremljala kot novinarka in sem poznala tudi vse njihove projekte, njihove programe. Sem že, ko sem bila novinarka, hodila v kolonije, vzela sem dopust in sem bila vzgojiteljica v kolonijah, zdravstvenih kolonijah na morju, ker mi je bilo to super. Ker sem v otroštvu pa res bila dolga leta tudi tabornica in to tako, da smo pravzaprav s kotalkarskim klubom v Ribno hodili s šoštanskimi taborniki na priprave. Takrat še v Velenju ni bilo tabornikov in sem se v Šoštanju najprej včlanila, potem pa seveda k Jezerskemu zmaju. In celo osnovno šolo sem bila tabornica, potem pa, ko sem spoznala pa mojega Špegla, pa on tega ni odobraval, pa nisem bila več tabornica. Tudi vodnica sem že potem bila v prvem letniku gimnazije moram reči, da mi je ta kontakt z otroci, delo z otroci ves čas malo manjkalo in da je bila to ena dobrih odločitev, da sem se takrat odločila. Tu sem videla nekako ene izzive, vedno sem rada delala z otroki, veliko kreativnosti je tudi v teh programih, ki jih izvaja naša zveza potrebnih. Veliko programov delamo tudi republiških, torej programov Zveze prijateljev Mladine Slovenije, kjer so me potem, po tem, ko sem prišla sem, tudi zelo toplo sprejeli, vključili v upravni odbor, v nadzorne odbore. Trenutno sem predsednica otroških parlamentov, nacionalnega odbora, podpredsednica odbora za letovanja in prosti čas. Tako da sem tudi na Republiški zvezi kar aktivna in lahko se pohvalim, da dejansko vse programe, ki jih izvaja Republiška zveza, izvajamo tudi mi v Velenju, kar ne velja za druge zveze po Sloveniji. In da imamo še svoje, ki so izstopajoči, to je vse že ekipa pred mano seveda zasnovala, mi nadgrajujemo, dopolnjujemo, ohranjamo dobre in dodajamo nove. Ampak Bojana Špegel, ko ste postali sekretarka Medobčinske zveze prijateljev Mladine Velenje, se vam je pravzaprav življenje na nek način spremenilo. Prej dobesedno delovni vikendi, sobote, nedelja, zdaj prosti, čeprav delate veliko med tednom, pa potem te kolonije. Kaj vse bi tukaj izpostavili, kaj je prineslo novo delovno mesto? Pa kakšne imate zdaj čustva, ko veste recimo, kako živijo otroci, kako živijo družine? A pride to vedno na plan, da veste, kaj se dogaja?
Ja, jaz sem mislila, da vem, kaj me čaka, ko sem menjala službo, pa me je marsikaj presenetilo, priznam. Vedno, ko začneš novo karierno pot, se moraš tudi znova dokazati. Marsičesa ne veš, marsikaj moraš na novo odkriti. Prvič sem se soočila s tem, da se moram ukvarjati tudi s financami, s pridobivanjem donacij, paziti, kako denar porabljamo. Matematika mi pa nikoli ni šla. Ampak tudi s tem se potem nekako soočiš ob pomoči in to delaš. Moram reči tudi, da me je delo takoj vsrkalo, da sem tudi že prvo leto uvedla recimo novost počitniško varstvo za mlajše šolarje, ker je takrat moj brat Rok imel majhne otroke in je imel 9 tednov počitnic, ko sta bila otroka doma, res težave, vsi smo se vključili, ni nas bilo več veliko, da smo otroke imeli, kar niso bili oni na morju, in se je to takoj dobro prijelo, tako da smo ob že prej številnih projektih dodajali še nove, ki so zaživeli in dobro živijo. Je pa res, da mi ni bilo treba več skoraj vsak večer na kak kulturni dogodek ali kak drug dogodek, da sem imela naenkrat proste vikende in pogosto praznike in da sem imela včasih kar malo odtegnitvenega sindroma. Hodila sem seveda samo še na tiste prireditve, kamor sem z veseljem šla, ker meni bo kultura vedno blizu, na koncerte tudi, glasba mi bo vedno pomemben del mojega življenja. Ampak sem se mogla kar navaditi. Res imamo tudi pri zvezi zelo veliko dogodkov, veliko čez dan, ker smo vezani na šole in vrtce, veliko tudi ob koncih tedna, sploh v času počitnic, ko so družine doma, ko imajo čas, ampak bistveno manj, kot sem to kot novinarka seveda živela. Zato sem rekla, da je novinarstvo način življenja, je pa po svoje tudi biti sekretarka te zveze način življenja. Nikoli ne odložiš čisto dela, marsikaj neseš domov. Moram reči, da je prišla največja sprememba z zdravstveno krizo, s korono, ko se je tudi število ljudi, ki so se k nam začeli obračati po pomoč, več kot podvojilo. Mnogi so takrat izgubili delo. Tudi med korono smo mi recimo delali, smo več kot 170 računalnikov otrokom iz Šaleške doline zagotovili, da so se sploh lahko šolali nadaljavo. Takoj sem v bistvu takrat začutila, da je to nekaj, kar šole res potrebujejo, tudi v Ljubljani. Republiška zveza je takoj priskočila. Moram reči, da tudi mestna občina Velenje so se zelo potrudili, ogromno donatorjev dobili. Tako da smo tudi tam v tistem času mi delali, pakete izdali, tudi Dedka Mraza smo na drive-in izpeljali, torej smo darila delili v avtomobile, niso bili otroci tudi tista leta neprikrajšani za knjigo in igračo, ki jo dobivajo že od 65. leta, torej od leta mojega rojstva. Tako da kar veliko inovativnosti je tudi tukaj potrebne, pripravljamo potem zaključne prireditve, kjer ponavadi pišem scenarije, pogosto jih sama vodim, tako pri bralnih značkah, kot pri ekoloških projektih, kot pri Evropi v šoli, kot pri drugih projektih naših, tudi pri otroških parlamentih, tako na medobčinskem, kot regijskem, kot nacionalnem nivoju. Kar veliko pomaga moje znanje pisanja in retorične sposobnosti. Se pravi, novinarka še vedno na nek način, če pogledamo tisto, kar imate pred sabo. Tole je poročilo recimo za lansko leto. Jaz mislim, da mi damo vedno to poročilo zelo veliko fotografij. Naša organizacija je prostovoljska organizacija, nas je tukaj zelo malo zaposlenih, 4. In brez lani 90 prostovoljcev mi tako bogatega programa zagotovo ne bi mogli speljati. Hvaležna sem za vse te prostovoljce, dobri prijatelji smo, dobro se razumemo, eni seveda samo v enih projektih sodelujejo, drugi v drugih. Nekaj imamo takih, ki se nam vedno pridružijo. Lani smo tudi potem 20. novembra končali praznovanje 70-letnice Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za eno simpatično prireditvijo v Domu kulture Velenje, ki smo jo pripravili skupaj z našimi društvi, 14 društev. Združujemo v Šaleški dolini, ker delujemo v vseh 3 občinah. Res taka srčna prireditev je bila, tako da smo tudi to obletnico lepo zaokrožili. Sicer pa naši projekti tečejo res celo leto, včasih po 2-3 naenkrat. Najbolj delavni pa smo med vsakimi počitnicami, ali kratkimi ali poletnimi, ko peljemo res 170 otrok na morje, zdravstvena letovanja, naredimo športni tabor za socialno šibke otroke,
dnevne tabore, počitniško varstvo, ki ga izvajamo pa skupaj z Mladinskim centrom Velenje. Oni prevzamejo, letos bodo 3 tedne, drugo pa mi. Prej dolga leta so oni 2 tedna, drugo pa mi. In je to res iz projekta v projekt. Čas zelo hitro teče tudi tukaj. Moram reči, da ne vem, zdaj je 8. leto, kar sem tukaj, pa ne vem, kdaj je to minilo. Moram reči, da gre hitro. Če bi v 2 stavkih vseeno izpostavili glavno poslanstvo Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje? Ja, mi smo nevladna organizacija, ki mislim, da zelo bogati življenje otrok in družin v tem okolju. Delujemo tako na preventivnem področju, imamo tudi svojo skupino Tom telefona, ki svetuje za celo Slovenijo, in šole za starše. Delujemo na prostočasnem področju, kjer poskušamo čim bolj bogate vsebine za otroke in starše pripravljati. Pripravljamo torej vse obdaritve Dedka Mraza, številne obiske, 100 obiskov v decembru, obdaritve otrok. In v zadnjih letih smo izjemno povečali delo na humanitarnem področju. Jaz mislim, da tisti, ki govorijo, da nevladne organizacije nič ne delajo, ne vejo, kaj govorijo. Mi izjemno lahko obogatimo vse, kar se v družbi dogaja, prav s tistim, kar javni sektor ne more. In jaz sem zelo hvaležna tudi za podporo v tem okolju. Naše delo je prepoznano in naši projekti so cenjeni. Kar se pa humanitarnosti tiče, je pa delo vedno težje, zato ker dejansko se pozna, da ljudje vedno težje živijo, pa niso v težkem položaju samo brezposelni. Mi imamo tudi številne družine, kjer je že 3. generacija brezposelna in živijo od socialnih transferjev. Pa čeprav vemo, da se zdaj delo pa že kar da najti. Trenutno mi ocenjujemo, da so v najslabšem položaju zaposleni z nizkimi dohodki, revni zaposleni, ki pa ne dobivajo toliko pomoči humanitarnih organizacij in morajo marsikaj plačati, kar tistim, ki niso zaposleni, ni treba. Žal je razlika med minimalno plačo in socialnimi transferji premajhna in je treba iskreno povedati, da se marsikomu ne splača delati. To je za mene narobe svet. Mi vedno pomagamo, ko gre za otroke, tukaj nam je v prvi vrsti dobrobit otrok. Zelo se potrudimo, če pride do bolezni staršev ali bolezni otrok. Tam tudi s pomočjo naše Republiške zveze lahko zagotovimo tudi večje donacije. Tudi ob naravni nesreči, kot je bilo neurje v letu 2023, tako poplave kot plazovi, ki so močno prizadeli tudi Šaleško dolino, sploh Šoštanj, Šmartno, Opake poplave. V Velenju je bilo pa veliko velikih plazov, tudi pri družinah z majhnimi otroki. Smo odigrali svojo vlogo tako preko Republiške zveze kot svojimi donacijami, smo ogromno pomagali, še vedno pomagamo tem družinam. Kot potem je tudi skupna akcija, katere pobudnik je bil velenjski župan, Velenje pomaga, tekla finančno preko nas. Tudi izbirali smo družine, 14 občin smo potem odlični skupiček, več kot 100 000 evrov razdelili po kriterijih. Mene pa res najbolj boli to, da dejansko so razlike zdaj zelo, zelo majhne. Mi imamo pač po otroških dodatkih neko lestvico 7 razredov, 8 razredov in srednji sloj se je dejansko v zadnjih letih izbrisal. To ni dobro, vedno več ljudi težko preživi, to čutijo otroci, zato je tudi veliko več duševnih stisk pri starših, več bolezni. Ko pride še do bolniških, so seveda dohodki nižji, če so krediti, je nemogoče preživeti. Te zgodbe so kar težke, se je treba razbremeniti, je treba tudi kdaj malo pozabiti. To mi uspe doma, še moram reči, da še vedno najdem doma tisto Sveti Gral, kjer se počutim odlično in imam tudi seveda svoje načine sproščanja. Jaz že celo življenje ogromno štrikam. To je meni avtogeni trening. Zdaj je že kar težko najdem trgovino, kjer lahko kupim kvalitetno volno, ker so tudi te izginile. Moram iti že skoraj v Ljubljano ali pa v Maribor.
Ampak s takimi stvarmi pa z delom na zemlji, na vrtu, z rožami se sproščam, pa s koncerti, z umetnostjo, s kulturo, ki si jo privoščim, če se le da, tudi kje druge kot doma. Bojana, ampak vseeno povejte čisto iskreno, pride kdaj do izkoriščanja tega sistema, kar ste zdaj povedali? Pa če pogledamo, vaše otroštvo, vaše odraščanje, mladost, kakšen ste vi imeli odnos recimo do starejših oseb in pa treba priznati, Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje ni ustanova, kjer bi nudili v času počitnic varstvo otrokom. Kakšen je odnos otrok do vaših prostovoljcev in tudi staršev? To me zanima. Mi vendarle nismo obvezni in je malo razlike od vrtcev in šol. Opažam tudi iz kolonij, v katere še vedno hodim kot pedagoški vodja, da se je res doba, ko otroci odrastejo, ko so lahko samostojno doma, močno premaknila. Kar tja do 10. leta marsikateri otrok ne more biti sam doma, ker dejansko ni dovolj zrel. To se seveda v času našega otroštva ni dogajalo. Mi smo bili kar samorastniki. Pri nas vem, da je mama zvečer stopila na prak in se zadrla domov večerja in smo vseh koncev prileteli. Vmes jih sploh ni zanimalo, kje smo bili. Pa smo bili v bistvu že to, preden smo v šolo hodili, potem, ko smo v šolo, pa sploh. Tudi se nismo imeli toliko časa ukvarjati, pa v delo so nas zelo vključili. Družba se tukaj spreminja, tudi veliko več zaščitništva čutiš pri starših. Starši dejansko želijo in predolgo to traja, veliko narediti za svoje otroke. Jaz menim, da jim s tem naredijo tudi kar veliko škode. Jaz vem, da sem bila najbolj ustvarjalna, kadar mi je bilo dolg čas. Takrat so se najbolj nore ideje mi porajale, takrat sem potem začela ustvarjati. Pri današnjih otrocih jaz opažam, da sploh nimajo časa, da bi jim bilo dolg čas, ker imajo ogromno nekih aktivnosti po šoli, v katere hodijo od športa do glasbene šole, pa vse je odlično, ampak preveč tega ne sme biti. Če pa bi jim želelo bilo dolg čas, so pa na ekranih pa scrollajo, saj velikokrat sploh ne vejo, kaj gledajo, če jim seveda starši to dovolijo. Ekrani so zagotovo naredili veliko škode, ampak tukaj jaz mislim, da se morajo najprej v roke vzeti starši, ker zgledi zelo vlečejo in pričakovati od otroka, če so starši veliko na telefonih, za tablicami, pred televizorji, da bo drugačen, je iluzorno. Pa vsi vemo, da to ni dobro, ne za razvoj otrok, ne za razvoj možganov, ne za razvoj enih sposobnosti preživetja. In žal je potem duševnih stisk res vse več. To se poslabšuje, to kažejo tudi podatki našega Tom telefona za mladostnike. Vedno težji klici so, mladi imajo hude težave, hude duševne težave, vedno večje. Se mi zdi, da cela družba je nekako kar mal zaciklana v eni taki krizi. Tu instant rešitev ne bo. Jaz jih ne vidim. Po drugi strani imamo pa tudi otroke, ki so še vedno zelo empatični, ki so vzgojeni tako, ali pa je to v njih. Eni se rodijo z občutkom za empatijo. Jaz tukaj pravim, da zelo pomagajo živali. Točno se vidi, kdo je odraščal tudi z živalmi. In žal je veliko škode naredilo tudi to točkovanje, ocenjevanje. Otroci že zelo kmalu v osnovni šoli spoznajo in se trudijo samo še za tisto, kar dobijo točke in kar jih potem jim pomaga pri vpisu na želeno srednjo šolo in naprej v študij. To ni najboljši sistem in tudi ubija kreativnost, bom rekla. Jaz si predvsem želim, da bi družine lahko več časa kvalitetno preživljale skupaj. Današnje službe to pogosto ne omogočajo. Tudi tu so se časi spremenili. Naši starši so prišli ob 2 domov, pa je bil še pol cel popoldan, pa vikendi tudi niso bili toliko delovni, smo bili veliko z njimi. Danes je to drugačen način dela je. Tako da faktorjev je veliko in enoznačnice se tukaj, ravno zaradi tega, ker se svet tudi hitro razvija, jaz vidim zdaj tudi veliko nevarnost v umetni inteligenci, res prinaša veliko dobrega, prinesla bo pa tudi veliko slabega. Sploh tam, kjer se bo nenadzorovano uporabljala, tudi fake newsi, ki vsi vemo, da so vedno bolj pogosti, so večinoma plod tega. Jaz se tega kar malce bojim. Ker vem, da ne moremo pričakovati od vseh, da bojo to pametno uporabljali.
Jaz bi rekla, da danes biti mlad starš ali pa otrok ni lahko. Izzivov in tudi pasti je veliko več, kot jih je bilo, ko smo mi odraščali. Me pa žalosti, da je vedno manj spoštovanja, da tudi ni enih ločnic, kaj starš lahko, pa kaj ne. Da tudi otroke vzpodbujajo, če te kdo udari, ti ga daj kar nazaj. To zelo čutimo v naših dejavnostih, sploh tudi na letovanjih, pa tudi drugače. Saj smo se vedno stepli, vedno smo bili tudi temu takrat pač nismo rekli medvrstniško nasilje, nismo poznali ADHD-ja, otroci, ki so ga verjetno že takrat imeli, so bili pač oni bolj žlehtni, tega je vedno več. Vedno več je otrok z odločbami, kjer se tudi bojim, da starši včasih to pridobijo, zato ker hočejo otroku olajšati pot čez osnovno šolo, pa ni vedno potrebno. Pa nočem soditi, ker nisem strokovnjak iz tega področja, ampak se mi zdi, da to res zelo, zelo narašča. Ni lahko biti ne otrok in ne mladostnik v teh letih, ko tudi ne vemo. Mi smo imeli ene cilje, smo vedeli, da če se bomo učili, če bomo to, če bomo ono, nam bo mogoče enkrat lažje. Danes so pa influencerji tisti, ki so zgled, in tudi raziskave med slovenskimi osnovnošolci in mladostniki iz lanskega leta so meni zaskrbljujoče. Recimo 44% 15-letnic, ali je to prvi letnik ali osnovna šola, s prijatelji komunicira izključno preko družbenih omrežij, v živo se sploh ne vidijo več. Danes vidimo mlade pare, ki so na randiju, pa si pišejo sporočila, sedijo na isti klopi in se ne pogovarjajo, pa dokler tega nisem videla v živo, nisem verjela, pa se to res dogaja. Ogromno osnovnošolk, več kot 20% in skoraj 30% srednješolk meni, da potrebujejo plastično operacijo. Meni so to zastrašljivi podatki, ki so dejansko posledica družbenih omrežij, ki jih dekleta več uporabljajo kot fantje. Fantje pa so več na računalniških igricah, ki že dolgo niso samo računalniške igrice, ampak so psihološko izjemno dobro zasnovane, da jih tudi bolj zasvoji in da slej ko prej postanejo tudi ujetniki iger na srečo. Skoraj ni več računalniške igrice, ki ne opleta iger na srečo. Če vemo, da 55% Slovencev igra loto, potem morate vedeti, da smo narod, ki je kar nagnjen k igram na srečo. In če se to začne razvijati že v otroštvu, če so otroci preveč na računalnikih igrajo igrice, preveč na družbenih omrežjih, je škoda nepopravljiva in žal se bojim, da se bo to samo še slabšalo. Mogoče se dotakneva tudi vašega moža. Stane Špegelj je umetnik, tudi deloholik. Ste rekli različna precej, ampak zelo usklajena med seboj. Sodelujeta pri skupnih projektih? Zdaj malo manj, sva pa dolga leta res delala kar veliko prireditev skupaj. Jaz sem njemu tudi kot producent velikokrat pomagala pri njegovih umetniških dogodkih, vedno je združeval glasbo in video ali pa kiparstvo ali slikarstvo. Več talentov ima moj mož, jaz sem bolj znala z besedami in poznala sem več ljudi, da sem mu lahko pomagala, da so potem ti projekti zaživeli. Za enega Odsevi in odmevi sva dobila tudi priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, ker je bilo eno krasno povezovanje industrije in kulture. In so to prepoznali takrat na Gospodarski zbornici. Zelo sem uživala, ko smo delali 50-letnico mesta Velenje, zelo alternativno proslavo. Soustvarjali smo jo skupaj z Robertom Klančnikom, ki je bil odličen likovni pedagog, najin družinski prijatelj, jaz ga izjemno pogrešam, prekmalu nas je zapustil. Naredili smo res eno tako zelo moderno prireditev. Mi smo bili pač vsi ljubitelji elektronske glasbe, jaz od nekdaj, tudi Robi.
in smo dosti moderno vse zasnovali. Na koncu so bili lajčovi res taki, kot na rave partiju. Vem, da mi je takrat šoštanjski župan rekel, da zdaj pa končno enkrat bil na rave partiju, ampak je bilo efektivno. Na 2 odrih so se izmenjevali, ves čas nastopajoči, vključili smo same domačine, otroci so likovna dela prispevali. Jutri je zdaj, je bil, vem, da slogan te proslave. Žal je nismo mogli izvesti na Titovem trgu, smo šli v Rdečo dvorano, zato ker je bilo vreme slabo. Pa kakšne manjše prireditve, veliko tudi za Medobčinsko zvezo prijateljev mladine sva delala skupaj, pa še za Pikin festival pogosto, zaključke in otvoritve, dolga leta sem jih tudi vodila. Rada delam z njim in ga tudi podpiram. Ja, je pa Stane res zelo ploden, mislim, da je zdaj 25. samostojni LP izdal, zdaj v zadnjih letih večinoma v tujini. Ampak še vedno dela tudi na multimediji, zelo vse poveže z umetnostjo in je samooskrben in je še vedno tudi član skupine Destroj, kjer dejansko igra sošolci najine hčere in zelo uživa. Kdo je pa doma bolj zgovoren ali pa najbolj zgovoren? Pogosto on je drugače znan kot zelo tih, ne rad daje intervjuje, izjave. Tudi jaz tukaj ne uživam, če sem na drugi strani mikrofona, sem raje bila tista, ki sem spraševala. Ampak midva se zelo veliko od nekdaj pogovarjava, se verjetno ta zakon ne bi preživel, res sva že dolgo skupaj, če ne bi bilo tako. In pogosto on celo več doma govori kot jaz. Jaz sem kdaj tudi utrujena, ko pridem iz službe, on je vseeno dela doma, pač z umetniškimi projekti lahko preživi, ker je priden in ker dela res veliko. Ampak ni pa, jaz včasih rabim tišino. Pri nas so dnevi, ko telefon nenehno zvoni, veliko kontaktov s starši imamo, sploh ko opisujemo kolonije, ko imamo kakšne take projekte. In takrat se mu kar prepustim. Tako da tudi hčera je ena taka mešanca obeh. Pina je doma tudi kar precej zgovorna, pa drugače v družbi ni tako zgovorna. Ali pa tudi, če se počuti domače. Bojana, kaj pa radi delate, ko imate nekaj prostega časa? Radi berete, živali, imate zelo radi naravo. Kaj še? Prej ste omenili štrikanje po domače rečeno. Ja, to je samo v zimskih mesecih. Takrat je čas, jaz skoraj nikoli ne gledam televizije. Midva si ponavadi vedno zelo rada imava dokumentarne filme ali pa res dobre filme, si kar doma narediva kino, ampak meni je brez veze sedeti pa gledati, jaz vedno štrikam zraven. In zato je več časa pač po zimi, ko so dolgi večeri. To me tudi sprošča, ogromno berem, kolikor se da berem, vedno sem prisegala na knjige. Po operaciji oči pa moram reči, da sem se zelo hitro navadila na elektronske knjige, ker si z lahkoto lahko povečam črke in prilagodim svetlobo in zdaj že kar nekaj let berem predvsem na bralniku. Na bralnik si naložim tudi, ko kam grem, knjige, ki jih želim prebrati, ne sem sam bralnik, pa imam vse seboj. Še vedno posegam tudi po knjigah, ta von in listanje mi je pomembno. Sem pa v zadnjih letih kar veliko brala v angleščini, ker sem angleščino zelo pozabljala, ker jo nisem pri svojem delu uporabljala. In moram reči, da kar rada preberem bolj kakšne lahke knjige, tudi romantične komedije ali kaj takega mi kdaj zapaše, da spočijem možgane. Pa v angleščini, kar v slovenščini nisem veliko takih knjig brala. V angleščini pa nekako gre. Bolj zahtevne pa še vedno moram kar v slovenščini poseči po njih. Še vedno imam rada sociologijo, še vedno imam rada avtobiografije, zgodovinske knjige in seveda kvalitetne romane. Kaj si želite v prihodnje? Ja, nekaj let še imam do upokojitve. Jaz sem bila vedno malo instant pisatelja in ker ob pomanjkanju časa sem vedno odlagala, da tudi jaz postanem pisatelj. Jaz upam, da ko se bom upokojila, bom končala že zasnovane knjige, ki jih enostavno do zdaj nisem spravila skupaj. Želim si napisati do konca eno otroško in imam željo, da jo Pina ilustrira, da bo eno družinsko delo tudi. En mladinski roman imam zasnovan in še en roman, ampak ne pridem zraven. Jaz upam, da bom zdrava, ko se bom upokojila, da bom imela še voljo in da bom to takrat uresničila. Čeprav tako s pisanjem še vedno torej kar veliko pišem,
pa instant to ves čas nekako zadovoljujem, ampak si želim še to potem narediti. Gledalke in gledalci, spremljali ste oddajo Na obisku, tokrat pri sekretarki Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojani Špegel. Odlična sogovornica, ste rekli, kaj bova pa midve govorili v 1 uri. A vidite, kako je čas minil, a ne? Bojana, vem, da so lepi trenutki takrat, ko greste z najmlajšimi, recimo v kolonijo, ko vidite tiste iskrice v očeh. Dajte eno kakšno tako lepo spodbudno misel za konec naše oddaje in hvala, ker ste, predvsem pa želimo zdravja. Ja, hvala lepa. Jaz bom pa rekla tako, odkar več delam s prostovoljci, vem, kako srčni ljudje so prostovoljci. Marsikdo, ki tega nikoli ni počel, se morda sprašuje, zakaj to delajo. Zato, ker veliko dajo in še več dobijo nazaj in to velja tudi za vse, ki delamo s prostovoljci. Zato jaz tako zelo močno podpiram in prostovoljsko delo in nevladne organizacije in si seveda želim en prijaznejši jutri za vse, ki smo danes tukaj.